Ja, Prešeren je bil bolj manjše postave, čeprav je bil vojaški hmelj, kot pravijo. Meril je 5 čevljev, palcev 5, on je tako napisal soldaški, in en čevelj je 31 cm, en palec pa je 2 cm in pol, tam nekje okoli 170 cm je visok. Ampak že dolgo časa ni nikogar, ki bi Prešerna poznal, da bi sploh vedel, kakšen je bil. In tudi ena zanimivost je, Prešeren se ni dal rad portretirati. Njegov prijatelj slikar Matevž Langus ga je večkrat prosil, da bi se dal portretirati, pa se ni hotel dati. Tako da edini portret njegov, ki ga Slovenci poznamo, je naslikal slikar Holnstein, vendar 1 leto po njegovi smrti. Menda pa po spominu bo, menda pa, da je še njegov portret, in sicer na Šmaragorski cerkvi, ki pa ga je naslikal Matevž Langus. No, Prešeren je rekel, da je največ problemov z njim imel njegov krojač. Ko je bil mlad, da je bil zelo vitek, in krojač je rekel, da za tako vitkega mladeniča težko šiva obleke, no kasneje se je nekako poredil, tako kot jaz, in je potem krojač rekel, da za tako debelega gospoda pa spet zelo težko dela obleke. No, kakšen pa je bil Prešeren, je zagotovo najbolje vedela njegova hčerka Ernestina Jelovšek, in sicer je ona to napisala v knjigi, ki je izdala Mohorjeva družba iz Celovca leta 1903, in sicer je naslov Spomini na mojega očeta, doktorja Franceta Prešerna. Ona tam pove marsikatero zanimivo stvar, še bolje pa ga je opisala njegova mlajša sestra Lenka, ki je bila kar 17 let mlajša od našega največjega pesnika, in ona pravi takole: v obraz je bil videti zdrav, od sonca nekoliko zagorel, imel je belo čelo, a ne posebno visoko, pa zaradi zelo bujno rastočih las. Sive in bolj majhne oči je imel napol odprte, navadno resni pogled je dajal oči nekaj motnega, zato so ljudje govorili, da gleda mračno. Obrvi so bile svetle in košate, nos pa bolj dolg in rahlo upognjen, usta majhna, ustnice fine, zgornja je molela nekoliko čez spodnjo in le po trzen spodnje ustnice so vedeli, da je bil močno vznemirjen. Brada je bila mehka in okrogla s plitko jamico, okrog ust je imel poteze iskrene prijaznosti in ljubeznive dobrosrčnosti.
lase zelo goste, mehke in bleščeče, temno rjave, skoraj črne in navadno nosil zelo dolge. Njegov obraz je bil ovalen, drža telesa nekoliko malomarna, vase pogreznjena. Hodil je hitro, kadar je bil razburjen in hud, pa je skoraj tekel. Tudi včasih se je pomikal neskončno počasi, poklapavi. Delal je kratke korake, pri hoji je eno nogo nekoliko vlekel za sabo. Čeprav je bil kmečkega rodu, je imel majhne roke in noge, njegova pisava je bila zelo čedna, tule imam jaz faksimile njegovih poezij, zbrali tisto, kar je on pisal z roko. To bom vam potem kasneje pokazal. To so zelo dragocene stvari, namreč to je eno pismo, ki ga je Prešeren pisal v nemščini. Torej, imel je zelo lepo pisavo in takrat so seveda pisali z gosjim peresom. Črnilo in gosje pero, tega dan današnji, vi tega ne delate v šoli, in v Breznici na Orenskem, verjetno na župniji, v arhivu, so leta 1987 našli 158 let star rokopis in še ni doživel prave znanstvene obravnave, vendar vse zgleda, da je Prešeren, da ga je napisal Prešeren. In Prešeren je seveda bil vzor vsem kasnejšim slovenskim pesnikom, tako pesnikom moderne, Murnu, eno pesem smo že danes slišali njegovo, in pa tudi Župančiču. Prešeren zaljubljen v Premičevo Julijo, a ona ga ni preveč marala. V Prešerna pa so bile zaljubljene tudi druge dekleta, a zanje pa on ni preveč maral. Saj poročil se ni nikoli, a ne? Njegovi otroci niso nosili njegovega priimka, kaj ni to malo čudno? Ja, res je čudno za današnji čas, ampak za tisti čas pa je bilo to, bi rekel, zelo navadno. Namreč, če so bili otroci nezakonski, torej največji pesnik se ni poročil, so potem otroci nosili priimek matere, ne pa očetov priimek. In sicer je Prešeren živel, če bi rekli v današnjem jeziku, njegova partnerica je bila Ana Jelovškova.
in z njo je imel 3 otroke. Prva Rezika je umrla na porodu, potem druga je bila Ernestinka ali Tinka, kot jo je on ljubkovalno klical. Ona je potem pustila zelo lepo zapuščino, prej sem že omenil, to se pravi, ona je napisala spomine na mojega očeta, dr. Franceta Prešerna. Tam je zapisala številne zelo zanimive stvari. No, v tistih časih je bila pač zakonodaja taka, da če so bili otroci nezakonski, potem očetom sploh ni bilo treba na noben način skrbeti za svoje otroke. To se pravi, socialna politika je bila takrat zelo kruta, če je sploh bila oziroma je ni bilo, in tako je bila seveda mati prepuščena sama sebi s temi svojimi otroci. Tretji pa je bil Franceček, ki pa je umrl, mislim, da je bil star 8 let. Seveda so bile takrat časi zelo drugačni, veliko otrok je že na porodu umiralo, potem so imeli otroške bolezni, ki so danes ozdravljive, takrat pač niso bile. No in tako kot sta povedali, da so bile marsikatera dekleta zaljubljena v Prešerna, ampak tudi Prešern je bil zaljubljen v marsikatero dekle, pa ga tudi niso marale, ne? Ena od takih je bila Primičeva Julija, ki pa je za Slovence skorajda tako pomembna kot naš največji pesnik. Kajti če ne bi bilo nje, potem tudi vse te čudovite poezije, ki je Prešern napisal njej, zagotovo ne bi bilo. No, potem mislim, da je bila tudi neka zalika iz neke ljubljanske gostilne, ne vem točno katere, ki pa ga sploh ni marala, ne? No in te zalike potem Prešern napisal Povodnega moža. To se pravi nazadnje, ker ni marala Prešerna, je po to zaliko prišel kar lepo povodni mož. No, kot smo rekli, Prešeren je bil marsikatero zaljubljen, marsikatera je bila zaljubljena vanga, ampak on je na koncu ostal samcat in potem tudi vse svoje žalosti nazadnje umrl. To se pravi, imel je nekatere zveze, ampak potem, če niso zveze za vse življenje, za enkrat in za vselej, potem pride do slovesa, ki zna biti pa še kako bridko. Vrnil se v prejšnji čas, hodil potavom temotne, kamor sreče bo togotne, gnal nemilne ukaz. Moja stara ljuba bo potrpežljivost mila, zvezo z mano ponovila, v zakon dala mi roko. Ob ponoči nje podprt, nosil bom življenje pezo. Dokler zmaga sreče jezo, zadnja ljubca, bela smrt.
da ste pred leti igrali v slovenskem filmu Prešerna. Kako je bilo? Ja, res je, ob 200-letnici njegovega rojstva, torej on je bil rojen 3. decembra leta 1800, je televizija Slovenija skupaj s češko televizijo posnela 5 nadaljevank in 2 film o našem največjem pesniku. In sicer režiser tega filma je bil pokojni Francis Lag, odlični slovenski režiser, ki je študiral film na Poljskem, na znameniti Poljski filmski akademiji v mestu Loč. No in pač Francis Lag je izbral mene kot Prešerna glavna vloga in moram reči, da je bilo snemanje zelo naporno, kajti snemali smo celo leto, začeli smo snemati precej pozno, zaradi raznih kolobocij, o katerih zdaj ne bi govoril, ker je tak slovesen dan. Ampak snemali smo tam nekje od sredine oktobra in pa vse do sredine meseca julija. Ta moja vloga je bila zelo naporna, kajti vsako jutro sem moral biti na snemalnem mestu že tam nekje pred 5 uro. Se pravi, da sem stajal tam nekje ob 4. Imel sem celo svojega šoferja. Namreč v začetku sem protestiral, sem rekel, da vendar nisem predsednik države, da bi imel svojega šoferja, ampak malo sem videl, da kako je bila pravzaprav to zelo pametna odločitev, kajti pri tako napornem delu človek enostavno to vsakdanje življenje pozabi. In ko sem bil prost prvi vikend, sem imel seveda kup opravil, treba je bilo iti na pošto, treba je bilo iti ne vem kaj še vse. In sem potem na poti, ki jo pravzaprav vsak dan prevozim, enostavno spregledal, da nisem na prednostni cesti in nasproti vozeče vozilo me pravzaprav rešilo pred čem hujšim. To se pravi, da moja koncentracija je bila povsem pri Prešernu in pa predvsem v filmu. V filmu je takrat sodelovalo, mislim, da 200 profesionalnih slovenskih igralcev in pa okrog 1000 statistov. Statisti to so tisti, ki nimajo besedila, ampak so del raznoraznih skupin. No in ena zelo pomembna vloga v tem filmu je bila tudi vloga Prešernove hčerke Tinke, kot je on rekel, ali Ernestinke. In seveda so potem ta filmska ekipa je pripravila tudi audicijo za ta dekleta, in mislim, da je prišlo okrog 100 deklet na to audicijo, ampak ekipa ni bila z nobeno prav čisto zadovoljna. Jaz seveda takrat na tej audiciji nisem bil, ker sem bil preveč utrujen, sem rekel, te stvari pač uredite vi, ampak potem mi je enostavno prišlo na misel, da je vendarle treba izbrati eno deklico, s katero bom tudi jaz navezal, kako bi rekel, nek stik, neka deklica, ki bo zelo simpatična, odprta, odkrita, kajti vse te stvari se potem v filmu vidijo. Veste, film je ena stvar, ki je zelo, kako bi rekel, resnicoljubna. Tam včasih se vidijo stvari, ki jih mogoče v življenju skrijemo, ampak na naši mimiki, na našem obrazu se vidi še kaj drugega kot tisto, kar govorimo. No in potem smo nekako pustili to vprašanje odprto, ker je bilo ogromno dela in potem smo snemali v enem takem deževnem vremenu, da se zelo zeblo na Blejskem otoku. In to so bili tudi statisti iz okolice Bleda in v tistem mrzlem popoldnevu sem jaz bil tam nekje pol ure prost in sem bil tam na otoku in naenkrat vidim dvoje modrih oči, ki je gledalo tam iz nekih košev, košar, iz nekih oblek. In tam noter je bila ena punčka. Jaz sem rekel, ja, kdo si pa ti? In je rekla prav po gorenjsko, Monika. Jaz sem rekel, kaj pa delaš tukaj? Ja, je rekla, snemam film o tem našem pesniku Prešernu. Jaz sem rekel, vi ti še kaj snemala? Ja, seveda vi, je rekla. No in Monika je potem postala ta Ernestinka. In ona je zelo hitro se naučila, kako se dela pri filmu. Včasih prav profesionalni igralci
se jih ne da teh stvari naučiti. Ona pa je vedela, kar hitro je vedela, kaj je to film. No in je znala tudi, kako bi rekel, narediti kako potegavščino in v tem, bi rekel, zelo žalostnem prizoru na koncu, ko pride Ana Janovškova na zadnji obisk že umirajočemu pesniku, je potem, če ste gledali film, če ga kdaj boste videli ta prizor, se spomnite, kaj bom zdaj povedal. To se pravi, ona že hoče iti, Ernestinka, pa se obrne nazaj, ne, k Prešernu, ki je ležal tam na posteli in ona mu ni rekla oče, ker je tako poredko bil pri njih. Ona mu je rekla, gospod doktor. No in potem Prešern je pa imel zanjo pripravljeno 20-tico. 20-tica je bila takrat to plačilno sredstvo, 20. del te uradne avstrijske valute. No in dogovor je bil tak, da ji Prešern da to 20-tico, Tinka prime ta denar in potem gre kamera iz te roke, ne veste, kako se snima film, gre iz roke počasi na njen obraz. Zdaj pa seveda to je bilo treba dati kamermanu znak, da ve, kdaj bo to naredil, ne? In takrat bi Monika pogledala gor in bi rekla, bohlonej gospod doktor. In zdaj kako to narediti? Sem rekel, Monika, veš kaj, veš kako bom midva naredila? Sem rekel, jaz te bom dal to 20-tico, ne? In te bom stisnil za roko. Ti pa takrat dvigni glavo počasi in takrat bo šla kamera počasi na tvoj obraz. In Monika, ne, pravi po gorenjsko, ja, kaj pa če jaz ne bom vedela, kdaj boš ti meni roko stisnil? Ja, sem rekel, ti boš še bolj stisnil. Ja, kaj pa če spet ne bom vedela, kdaj boš ti meni roko stisnil? Ja, sem rekel, ti je bom pa še bolj stisnil. Ja, pa če jaz spet ne bom vedela, kdaj boš ti meni roko stisnil. Se je spet se ona heca. Ti veš, kaj sem rekel, potem bom pa jezik pokazal. In v smislu, da smo se zmenili, ne? In seveda, veste, film, to je resna stvar, ne? To je tišina, popolna tišina. Večje kot zdaj tule, ne? Ker to je draga stvar, ne? Vsaka sekunda stane, ne? In ponavadi gre tako, da režiser zakliče, ne? Tom! In potem snemalec to nareče, Tom teče! Potem reče, kamera! Snemalec reče, kamera teče! In potem režiser reče, akcija! In takrat so se stvari začele, ne? Smrtna tišina, vse te komande so bile, ona pride nazaj, jaz ti dam tole, denar, ona reče, bohlonej, gospod doktor, jaz stisnem roko, ona ne da gleda gor, ona gleda dol. Spet stisnem roko, ona še bolj dol gleda. In spet stisnem roko, še bolj dol gleda. Potem pa seveda, ne, režiser tam zaupije, stop! Ja, Monika, je rekel, zakaj ga nisi pogledala? Če mi pa ni jezika pokazal. Tako da tudi. Take neumnosti so bile, ne. Sem tem na polnem snemanju. Moram reči, da sem jaz zelo hvaležen povabilu Francija Slaka, ker mislim, da je bila to moja najpomembnejša vloga v življenju, predvsem ker našega velikega pesnika izjemno spoštujem, to je bilo res zelo velika čast. Jaz sem čutil takrat zelo veliko odgovornost, predvsem pred našim velikim pesnikom, ne? Ker sem se zavedal, da sem jaz prvi in verjetno dolgo časa edini, ki ga bodo ljudje gledali kot Prešerna. Mi imamo seveda kup njegovih portretov, kup njegovih kipov, ampak kakšen bi pa on v resnici bil, te zavesti pravzaprav nimamo, ne? In v njegovem privatnem življenju vemo dokaj malo, poznamo njegovo poezijo in Prešern je sam po sebi postal neke vrste mit. In zdaj, jaz sem se zavedal tega, da to se pravi vse tisto, kar bom jaz počel v filmu, kako ga bom jaz začutil, bo pustilo zelo močno sled. Ljudje bodo odslej tudi preko mene na nek način gledali na našega največjega pesnika. In
Predvsem je bil on izjemno iskren, bil je zelo občutljiv, življenje mu ni prizanašalo in če rečem tudi on na življenju, kot pesnik je bil tako čuteč, da so ga seveda te stvari v življenju kaj drago stale. Konec koncev je potem tudi ta njegova dokaj zgodnja smrt je bila posledica tega boemskega življenja. Prešeren je bil pravnik, bil je advokat in zaradi svoje načelnosti ni dobil državne službe. Prej sem že dekletoma povedal, da je bil zelo reven, da je imel samo eno obleko in da vse tisto, kar je bilo v sobi, miza, stol, postelja, so mu podarili njegovi strici. S 5 leti je že šel od doma, torej iz toplega varnega zavetja, družine. No in Prešeren, kot sem že rekel, je bil izjemno načelen in odličen pravnik, vendar pa nikoli ni sprejel nobene pravde, za katero ni bil prepričan, da je poštena. Če vidimo dan danes, kaj se dogaja, to se pravi, čeprav imamo prav v neki tožbi, pa nimamo dovolj denarja, bomo tisti, ki bomo nazadnje izgubili. Zaprav, Prešeren je bil izjemno načelen. In gre v puščavo. Tam prepevat Božjo slavo, svoje citre vzame sabo. Pesmi svoje med stoglasne v gozdu zliva tiče v kore, od prihoda zlate zore, dokler sonca luč ne ugasne. Al veselje v srcu tone, sčasem v zapetje slavcev in vse gozda prebivalcev, ker vsak svojo vedno voni. On ob drugi si pomladi zbere tiče mladokljune in prebira svoje strune in jih raznih pesem vadi. Kosa, trdokljunsko dete, od preljubga Avguština, velikoglavega Kalina, nauči pet pesmi svete. Zmeram svoje ogoni slavče, zmeram od ljubezni bije srcu sladke melodije, toži ga Bogu puščavče. Lej, Kalin debeloglavec, trdokljudast kos je pesmi svoje pustil, lepše poje, podučitne lase slavec. Al Bog slavca ne posvaril, le posvaril je pušavca. Pusti peti mojega slavca, kakor sem mu grlo ustvaril. Pel je v sužnosti železni, jeleni žalost globoko. Pesem svojo je visoko Salomon pel o ljubezni. Ko mu pevski duh sem dihnil, žnim sem dal mu pesmi svoje. Drugih ne, le te naj poje, dokler
da bo v grobu utihnil.
Vesel sem, da zato, ker je Prešeren v Zdravljici pravzaprav poosebil to našo slovensko bit. Treba se predvsem zavedati, da v tistih časih, ko je Prešeren živel, je bila slovenščina jezik hlapcev in pa dekel. In ljudje so bili prepričani, da se v slovenščini visokih čustv ne da izražati, da se ne da pisati pesmi. In Prešeren je bil prvi, ki je dokazal, da je slovenščina jezik, kjer se lahko najde tudi visoka poezija, kot je on napisal. V tistih časih je bil Maribor nemški, Ljubljana je bila praktično nemška. In v Prešernovih časih je najbolj slovensko mesto bilo Celovec. V Celovcu je bilo največ meščanov, ki so bili Slovenci. No, tudi v tej tretji kitici edinost, sreča, sprava, k nam nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slavo, vsi naj se v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. In jaz mislim, ko bo naš narod končno prišel do tega, kar je Prešeren v tej kitici napisal, potem mislim, da ga čaka šele srečna budučnost. Kar se pa tiče same Zdravljice, verjetno ste se ali pa se boste v šoli učili, da je prav ta kitica, ki je zdaj besedilo slovenske himne, bila prečrtana takole. Prečrtal pa jo je spet kdo? Slovenec, namreč Jernej Kopitar. Jernej Kopitar, odličen znanstvenik, jezikoslovec, je bil takrat cenzor na Dunajskem dvoru in seveda takratna Avstrija, monarhija, je bila nova nacionalna država. Od Hrvaške, Češke, potem del Poljske, kaj vem še kaj vse, ne? In zagotovo ni bila želja Dunajskega dvora, da bi se vsi ti narodi osamosvojili. In zaradi tega je cenzor Jernej Kopitar to kitico prečrtal. Ampak seveda potem je prišel nekako v nemilost v naši kulturni zgodovini, na Jerneja Kopitarja gledamo nekoliko po strani, čeprav je bil izjemen znanstvenik in izjemen jezikoslovec in tudi mednarodno močno priznan, predvsem je vplival tudi predvsem na srbsko književnost in pa na Karadžičane, ki je takrat tudi nekako postavil to srbsko slovnico. Tako da je seveda ta naša himna tudi zato zelo pomembna pravica. Bolgo Rednjak jo zapoje tudi z drugačno melodijo, kot jo večina pozna. Ja, res je. Prešernova Zdravljica je, torej to uradno, slovenska himna, je v glasbi Stanko Premrl. To, ki pa jo bo zapel zbor Gorenje, pa je v pesmi Upal Vrabec in to ni uradna himna, zato pri tej himni, oziroma pri tej pesmi ne ostajamo. Oh
knjižici poezije, ki jo ima skoraj vsaka hiša. Vsakdo v tej dvorani bi lahko na pamet zrecitiral kakšno njegovo pesem ali vers. Pa vendar je še toliko skritega, nepoznanega in skrivnostnega, težko razumljivega in nepredstavljivega. Prešeren je slovensko pesništvo dvignil na evropsko raven, čeprav je njegova pesniška bera veliko manjša kot Petrarkina. Ko je naša zborovodkinja Katja Gruber iskala notno gradivo za ta koncert, je bilo to svojevrstno odkrivanje znanih in še neznanih uglasbitev. Žal nam ni mogla na tem koncertu tudi dirigirati, vendar verjamemo, da bodo njene neusahljive ideje spet kmalu z nami sejale in rodile nove pevske in glasbene uprizoritve. Iz srca smo jih hvaležni za to idejo in gradivo, ki nam ga je pripravila. Hvaležni pa smo tudi naši Kristini Šuster-Uršič, ki je bila pripravljena stopiti v njene čevlje in skupaj z nami pripeljati Katjino zamisel na nocojšnji oder. Zato, Kristina, v našem in Katjinem imenu en velik hvala za tvoj pogum, prilagodljivost in energijo čudovite učiteljice solopetja, ki nas je tudi veliko novega naučila, tokrat pa tudi kot zborovodkinje. Res hvala. Matevž Rebevšek, ki nam je prišel malce pevsko pomagati in nabirati izkušnje, kmalu pa smo mu v roke dali tudi klavir in pred njega postavili moški zbor in videli smo, kaj je ustvaril. Matevž, tudi zaradi tebe je bil ta koncert in priprave nam lepše. Hvala za tvoj doprinos in pripravljenost. Uspešno pripravila naše solopevce, Polono, Veroniko, Julijo in Nežo, ter jim pridala odličnega pianista Tonija Acmana. Prosim, da pridete vsi tukaj naprej. Če na odru niste videli Julije, je to zato, ker je žal zbolela. Njen glas pa, kot ste videli, je nadomestila naša Kristina in vse je bilo tako, kot je moralo biti. Vsem skupaj hvala za to popestritev. Repertoarja, temveč je k nam povabila tudi našega častnega gosta, dramskega igralca Pavleta Ravnohriba. Še vedno uspešno in dobrovoljno sodeluje na prireditvah in koncertih, zato smo veseli in počaščeni, da nam je danes orisal Prešernovo podobo in značaj, ter se vživljal v njegovo pesniško pripoved. Iskrena hvala. Ki je po daljšem času z nami zborom in samostojno stopila danes na oder. Seveda našima sladkima mlajšima naslednicama Niki in Nini. Moram povedati, da so to hčerki naše pevke Katje Fajmut,
in vnukinji nekdanje dolgoletne članice Nade Katič. Prvič sta se pevsko opogumili na odru, pripravljeni pa sta bili tudi z besedami izzvati našega gosta. Bravo, punce, veliko ste bili. Zahvaljujemo se Festivalu Velenje, Mestni občini Velenje in Zvezi kulturnih društev za pomoč in podporo pri izvedbi nocojšnjega večera. Hvala pa seveda tudi vam, cenjeno občinstvo. Mnogi naši redni poslušalci ali bivši pevci, gotovo pa tudi kdo prvič med nami. Z nami ste delili ta veseli dan kulture. Prav danes, 3. decembra, na Prešernov rojstni dan. Morda pa niste vedeli, da je prav danes tudi obletnica smrti Ernestine Jelovškove, Prešernove druge hčere, ki se je z očetovo literarno zapuščino tudi sama spustila poleg šiviljskih še v literarne vode. Predvsem pa nam je slikovito opisala Prešernovo podobo in značaj, zato smo slišali na tem koncertu prav njene besede iz ust Pavleta Ravnohriba. Dragi gostje, če se kdo ob odhodu spotakne ob skrinjico prostovoljnih prispevkov in mu iz žepa pade kakšen evro, pa najlepša hvala. Vsem skupaj želim v imenu vseh skupaj lepe predpraznične in praznične dni, okrašene snegom in lučkami ter obogatene še s kakšnim lepim kulturnim dogodkom, ki se te dni kar vrstijo tukaj v Velenju in širše. Naj živi kultura in ta veseli dan!